Mojca, jaz sem vedno razpoložen za glasbo, za ples pa bolj poredko. Ampak sicer pa bomo naslednje minute posvetili akademski folklorni skupini Kud študent, ki za soboto zvečer pripravlja celovečerni koncert v veliki dvorani Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru. Zato dobro jutro želim predsedniku akademske folklorne skupine Študent, Marku Pukšiču. Dobro jutro, Marko. Dobro jutro. Akademska folklorna skupina Študent obstaja že od leta 1964. Zakaj ta letnica? Takrat ste oziroma so fanti in dekleta plesali tudi plese jugoslovanskih pokrajin. Vas kdaj zamika, da bi se jih ponovno začeli učiti? Ja. Ali pa zaplesali vsej? Pa nas res zamika. Mogoče bomo kdaj v prihodnjih letih res pobrskali po prašnih zapiskih in potegnali prašne kostume. Saj kostume iz tistega časa imamo. Ampak do sedaj jih v zadnjih 10 letih nismo tako pogosto uporabljali. Je nasičenost teh plesov pri nas? Jih je dovolj morda, da se ne rabite še drugih učiti? Ni časa? Jaz bom rekel, da je, če želiš Slovenijo dobro spoznati in preplesati, je dovolj plesov. Recimo en ples, ena pokrajina, ki se je reče Čičarija, bo letos, to je obrobje slovensko-hrvaškega dela. In ta ples, to koreografijo bomo prvič v Sloveniji prikazali. Koreografijo nam je pa zastavil gospod Mirko Ramovš. Sicer pa se bo to vse skupaj zgodilo v soboto ob 19:30 v SNG-u v Mariboru. Torej tudi nekaj pridiha nostalgije in še česa? Ja. Nostalgija, torej tukaj pri Čičariji bo tudi spremljava dude, to ni čist klasični slovenski inštrument. Ja, pa res. Tako da probali bomo v uro pa pol dolgi predstavi, plesni predstavi, gledalca preko hudomušnega načina predstaviti oziroma odpeljati torej slike v času, izume 19. 20. stoletja. Tako da bo nekaj za videti. Sicer pa kakšna je razlika za vas, folklornike, nastopati na velikem odru Narodnega gledališča ali pa morda v kakšni večnamenski dvorani? Razlika je velika. Saj folklorniki, za vsak nastop se pripravimo tako za manjši kot za večji nastop. Za oba nastopa se enako pripravimo. Tako se kostumi, potem izgled, vaja, vse je nekje enako. Ampak seveda tisto, kar pa imamo plesalci, večja napetost je na večjem odru, zagotovo. Se tudi publika se drugače odziva v velikem torej SNG-ju recimo, ali pa na Lento. A pridejo v SNG oblečeni v kravatah, v večernih toaletah? Ja, seveda. Nismo, saj osebno še nisem. A gre to skupaj? Kaj? Folklora pa toaleta? Jaz mislim, da ja. Ker pač pripravljamo celovečerni koncert. To je, ta koncerta sta recimo 2-krat v sezoni in potem takrat, ko greš v gledališče, seveda tudi se ljudje temu primerno bi odgovorili, če bi vas vprašal, kje se bolje počutite? Na tako imenovani veselici ali na velikem odru? Plesalci osebno? Tako kot sem rekel, tam je večja napetost, bolj si podvržen pritiskom, na veselici si pa bolj sproščen, zna biti mogoče kdaj na veselici bolj tisto pristno. Sicer pa bomo v naslednji uri v nagradni igri podelili tudi 2 vstopnici za obisk tega koncerta. Sicer pa z akademsko folklorno skupino Kud študent se zelo veliko dogaja. V Mehiko boste potovali? Tako. Sem slišal nekje, se veselite, ne? Seveda se veselimo. Po končanem koncertu, torej to soboto ob 19:30 uri, potem nas čaka festival Lent, po Lento pa ena turnejica v Mehiko. Pakiranje kovčkov. Tako. Se slišimo in se vidimo. Hvala za obisk. Hvala.